ste opravili svojo nalogo. Tolikokrat smo že uporabili to besedo v tem koncu tedna, odlično, ampak zares polfinale in finale, če primerjamo s slalomskim športom, se je zdelo, kot da je to slalomska tekma. Tekmece ste kmalu pustili za seboj, na koncu si privestali še eno zlato odličje na domači progi. Včerajšnji dan je bil izjemen, kaj današnji dan boljši, prav tako izjemen? Mogoče malo bolj zgodovinski, sam dan je malo slabši, dosti slabši, ker novica, ki smo izjutraj izvedeli o Dušanu Kondiju, da ni več med nami, je res, mislim, da pretresla cel kajakaški svet, ker enostavno smo izgubili res dobro osebo, dobrega človeka, ki je imel dobre namene v Celju in je bil blizu temu, da bi postavil res dober center, končno nek center, ki si ga zaslužimo in mislim, da smo vsi še zmeraj kar v šoku, ker koga sem rekel, on je bil eden prvih, ki je vame verjel, bil je dober človek. Vsakič, ko smo prišli na trening v Celje, je nam ponudil za jez, za trening smo res vedno dobro pravili. Mislim, res, kar se tega tiče, res tega dana. Upam, da je videl to zmago in da mu jo lahko posvetimo najboljšim. Dan je imel torej nekatere dobre stvari, tudi nekatere slabe. Te, ki so bile dobre v nadaljevanju, ko ste se tudi zbrali, o katerih sem vas tudi uvodoma spraševal, malce več o predvsem zadnjih dveh nastopih športnega vidika, ko je kajakaški kros ponavadi disciplina, kjer moraš do zadnjega metra veslati, se ozirati okrog sebe, vam pa je to v zadnjih dveh nastopih uspelo v vrhnjem delu proge, da ste si zagotovili to prednost. Jaz sem vedno hotel zmagati, tako kot, ne vem, recimo Hannes Hesford Klebo ali pa Tadej Pogačar, ki pogledate že 2 kilometra pred ciljem nazaj, pa se lahko nasmejite. Tako da sem vedel, da rabim dober štart, če hočem to doseči. Tako da štart je bil BP, brez napake. Mislim, da je od 5 štartov mi čisto vsakič res dobro ratal, tudi na treningih mi je zelo dobro, kot tudi Francozi danes zjutraj na treningu so snemali in Eva je bila zraven in so je rekli, moramo tole posneti, ker moramo štartati tako kot on in ni jim čisto ratal, ampak hvala Bogu je meni in probal sem se nekako deliti od njih, da bi imel čim bolj kontrolirano in danes je šlo vse kar po planu. Kako nekako se pripravljate ob koncih tedna? Zdi se, da je kajakaški kros izredno fizična disciplina, tudi tisti klasični slalomski spored pa je tak bolj natančen, kjer moraš pregledati, biti pozoren na vsako stvar, opazovati. Naprej se zdi kot dva športa znotraj enega in povsem različna, še dimenzije čolnov so praktično povsem drugačne. Čist drugačen, še sploh s kanujem je to čist drug šport, da bi gledal slalom smučanje pa tale ski cross, se pravi smučarski cross. Čist drug šport in zato je tudi tako težko parirati v vseh treh disciplinah, ker sem zelo ponosen na to, da mi je zdaj ratal v vseh treh disciplinah osvojiti podium na svetovnem pokalu in res je šport, mislim, cross je morda predvsem bolj eksploziven, močnejši, več kil moraš imeti, medtem ko v slalomu je mogoče boljše, če imaš malo več te vzdržljivostne moči, ker v zadnjem delu res moraš v slalomu še vedno ful stiskati, medtem ko tukaj je vedno najbolj pomembnih prvih par vat, do tretjih vat je večino časa, ponavadi je že vse odločeno, tako da smo tudi na tem pozimi kar veliko delali, da imam hitrejši štart, ker vsem sem po naravi malo bolj vzdržljivostni tip. In smo mogli veliko na tem narediti, ampak zdaj se je izplačalo in Ima vse skupaj toliko večjo težo, ker je v Tacnu, bi bilo veselje podobno, če bi bilo to v Augsburgu, recimo v Pragi ali pa kjerkoli drugje po Evropi? To ne vem, je pa sigurno najlepše v Tacnu, zaradi tega, ker ne pritisk, ampak tako, veliko ljudi te pride pogledat, pride zaradi tebe tja in nikoli si ne želiš, da bi izpadel v kvalifikacijah ali tako res in hočeš dati čim več. Dajo ti ponavadi veliko energije, ampak po eni strani
pa hočeš priti do konca in ja, danes je bilo veliko mojih bivših hokejskih soigralcev tukaj in to mi je dalo dodatno energijo, dodatno motivacijo. Res veliko ljudi, ki jih poznam, dobro poznam, so prišli v ta cen in se moram iz srca zahvaliti, ker mi to res veliko pomeni. In ja, sigurno je najlepša ta cena. No. Tukaj čisto drugače, če recimo jaz zdaj velikokrat po zimi pomislim, ker si pač sam tam in kako je zdaj, ker so ograje, transparenti, ekrani, navijači, je pač čisto drugo območje, kako ne rečem, drugo prizorišče in je sigurno zelo lepo, pač, kad ti to spet doma. Še tole me zanima, tako na začetku ste omenili, da vam je uspelo nekaj velikega, zgodovinskega. Včeraj je bila na obisku, oziroma včeraj je bil na obisku tudi dobitnik prve slovenske kajakaške medalje na olimpijskih igrah. Pred 30 leti, takrat najbrž pri vas doma še niso niti razmišljali o vas, ampak se je pa nekaj zgodovinskega vsaj včeraj poklopilo tudi danes. Ne? Ja, Andraž je, mislim, takrat je moj oče tekmoval, tako dvomim, da je razmišljal v meni, ampak ja, ne, Andraž, mislim, se pač tudi počasi ga bolj spoznavam in je pač res je, on je dosegel nekaj, kar je bilo, mislim, da zelo prelomnega in zelo pomembnega za naš šport, da je pač v Sloveniji ta šport se razvil in ja, jaz upam, da bom lahko kakšen tak mejnik tudi postavil, čeprav pač vem, da sem jih tudi že veliko, ampak da bi še kakšnega tazga še večjega za Slovenijo, da bi pač pokazal, da se tudi mogoče iz majhne države da veliko narediti in pač iz ne najboljših pogojev, nismo tako kot Francozi, ki si lahko izberejo kjerokoli progo, pa bojo imeli odlične pogoje za trening. Po Poju je celo leto 12, 13, 15 stopinj, je zelo fajn za trenirati, ampak ja, na koncu, če nimaš dobrega štarta, težko pariraš ta cena. Tacen je bil odličen, sedaj vas pot vodi v Prago, ampak boste šli kakšen dan kasneje, ker smo na začetku že imeli nekaj šolskih obveznosti, predvsem včeraj. Ne, zdajle mi gremo jutri, mislim, da že ob 7 štartimo na pot v Prago. V Pragi bo potekalo vse normalno, s tem, da se bomo malo več učiti, ker grem potem v nedeljo iz Prage pa prosto domov in v torek imam še eno izpit mature. Tako da ja, bo malo bolj pestro, kar se tega tiče, potem pa nazaj v Augsburg, takoj po maturi. Upam, da bomo imeli kakšen termin, nekih 6 ur do Augsburga, tako da bomo videli, no, se bo išlo ali ne, ampak ja, zdaj bo malo več poti, ampak sigurno se splača in pač, ja, par to držav. Naj bodo naslednji tedni uspešni, tako ali drugače. Hvala, ker ste si vzeli pogovor za nas. Bi še nekaj dodali? Ja, jaz bi se še enkrat rad zahvalil mojemu očetu, ker on je za kros v Sloveniji naredil res veliko, pa premagal omenjamo zaradi tega, ker je postavil pogoje taki, ki so zdaj in s tem, da lahko mi treniramo, jih je res nadgradil in zame, da vse ste naredili veliko in mislim, še enkrat rad zahvalil. Slišali ste že